Živi naj si narodi, ki krepeni dočaka dan, na koder sonce hodi, pred tiri sveta bo pregnan. Da roja kroz bo zakne vrat, leso se bo mejat. Da roja kroz bo zakne vrat, leso se bo ne vrat, leso se bo mejat. Spoštovane državne svetnice in spoštovani državni svetniki, vabljeni, gostje in novinarji. Zahvaljujem se kulturnemu društvu Simona Jenka, lovskemu pevskemu zboru Medvode za nastop. Hvala lepa. Dovolite, da pričnemo s prvo konstitutivno sejo državnega sveta, ki jo v skladu s 48. členom zakona o državnem svetu skliče predsednik državnega zbora Republike Slovenije. Podpredsednika državnega zbora lepo pozdravljam in mu predajam besedo. Z dovoljenjem, da še predtem prečitam pismo predsednika v prejšnjem mandatu, ki vam, spoštovane državne svetnice in državni svetniki, sporoča. Kot predsednik državnega sveta v 4. mandatu vam čestitam k izvolitvi državni svet. Želim vam uspešno konstitutivno sejo, predvsem pa uspešno delo v vašem mandatu. Naj vam uspe nadaljnje utrjevanje vloge drugega parlamentarnega doma v slovenskem političnem prostoru. Slovenija potrebuje nov razvojni zagon, ki bo lahko zaživel ob normalizaciji političnih odnosov, oblikovanju boljšega ravnovesja med socialno pravičnostjo in motivacijo za več ustvarjalnega sodelovanja. Pri tem lahko državni svet prihodnje odigra še pomembnejšo vlogo kot do sedaj. Magister Blaž Kavčič. Tako, izvolite, gospod podpredsednik državnega zbora Jakob Pesečnik. Spoštovani predsedujoči, spoštovane novoizvoljene državne svetnice in svetniki, spoštovani predstavniki medijev, spoštovani predstavnik Državne volilne komisije, gospe in gospodje. Iskreno vam najprej čestitam ob nastopu svetniške funkcije. V zadovoljstvo in v čast mi je, da vas ob današnjem svečanem dogodku lahko nagovorim. Svetniški položaj in s tem tudi odgovornost prevzemate v turbulentnem obdobju, ki mu gotovo ne manjka izzivov. Tako kot je pred 22 leti prazničen decembrski čas s plebiscitom temeljno zaznamoval nastanek slovenske samostojne države in leto kasneje nastanek slovenske ustave, je pred 20 leti botroval utrditvi slovenske državnosti z ustanovitvijo državnega zbora in državnega sveta. Prepričan sem, da bo tudi letošnje decembrsko razpoloženje v slovenski zgodovini pustilo pečat. Konec 20. stoletja smo Slovenci z zanosom in optimizmom, pa tudi zbranostjo in dejanji, ki smo jih zmogli v zgodovinskem trenutku, uresničili večstoletni san, ki je dan le nekaterim narodom. Ustanovili smo svojo državo. Uveljavitev svojih interesov in odgovornost za lasten razvoj smo videli le v samostojni in neodvisni državi. Ko smo se podajali na to pot, bi nekateri dejali, da so bile razmere v Evropi drugačne kot danes. Zgled so nam bile demokratične vrednote in blagostanje zahodnega sveta. Pa kljub temu ni bilo nič lažje. Ko smo se na plebiscitu odločili za svojo državo, se nismo odločili samo za blagostanje, samo za tržni sistem, temveč za korenito spremembo političnega sistema, za kar smo bili pripravljeni tvegati največ, tudi svoje življenje. Tvegati je bilo vsekakor vredno. Ne le, da je država dosegla samostojnost in uveljavila demokratične standarde, uspešno je razvijala svoje gospodarstvo, v kratkem obdobju dosegla mednarodno pravno uveljavitev ter enakopravno vključitev v mednarodne organizacije.
v Evropsko unijo in Zvezo NATO, prevzeli smo skupno evropsko valuto. Slovenija je prva med novimi članicami Evropske zveze uspešno predsedovala Evropskemu svetu ter se mednarodno uveljavila kot kredibilna, zaupanja vredna partnerica. Še pred nekaj leti se je zdelo, da smo dosegli vse, kar je bilo doseči mogoče, na lovorikah pa smo najverjetneje malo zaspali. Družba oziroma država je živa tvorba, saj je najbolj neposreden in vedno živ izziv človek sam po sebi. Prav kriza je tisto kreativno izhodišče, ki zajema iskateljsko odprtost do sebe in svoje eksistence. Sedanjo globalno krizo zaznamujejo na osebni ravni predvsem kriza vrednot in pretirano potrošništvo. Na nacionalni ravni pa prevelike razlike med posameznimi sloji prebivalstva, ki lahko vodijo v nestabilno stanje. Spoznali smo, da vse obsežne krizne situacije potrebujejo redefinicijo družbenih razmerij, novo družbeno ureditev, ki mora temeljiti na soglasju glede temeljnih vrednot človeštva, svobode in blagostanja državljanov. Avtor svetovne uspešnice, velike knjige o sreči, Leo Bormans je ob nedavnem obisku v Državnem zboru povedal, da se spreminjajo tudi kazalci razvoja in sicer od merjenja proizvodnje k merjenju blaginje in sreče. Prelomni trenutki zahtevajo temeljit premislek, pa vendar je odzivnost nujna. Tako Slovenija kot Evropska unija se soočata z velikimi izzivi. Rešitve niso enostavne in enoznačne, tudi niso neboleče, vendar brez njih v Sloveniji blaginje ne bomo dosegli. Celo več, naša neodločnost in nezrelost bi nas lahko pahnili na sam rob preživetja. Zato je potrebna odprtost in jasna politika, ki deluje z zgledi in odkrito nagovarja državljane. Slovenski plebiscit nosi temeljno sporočilo o politični enotnosti in odgovornosti, je mogoče uresničiti še tako zahtevne in negotove, vendar jasne cilje, ki so usklajeni z ljudsko voljo. Državni svet je nastal leta 1992 s kompromisom. S takim, kot je, ne moremo biti posebej zadovoljni, zato so ves čas prisotne razprave o tem, ali drugi dom ukiniti, ali z ustavno spremembo stanje izboljšati oziroma omogočiti njegovo delovanje. Slovenija nima zgodovinske parlamentarne tradicije, zato je bil tudi nastanek Državnega sveta povezan z nesoglasji. Danes Državni svet ni tak, kot so si ga zamislili tvorci slovenske ustave. Ti so pričakovali, da bo gornji dom, torej Državni svet, korektiv spodnjemu, ki običajno predstavlja splošno ljudsko predstavniško zbornico. Želeli so oblikovati strokovno, sicer sposobnejši in preudarni senat, ki se ne bo vedno dal voditi po strankarskih poteh in bo revidiral zakonodajne sklepe Državnega zbora. V dogovoru med tedanjima pozicijama je današnji Državni svet, v katerem sedite tako predstavniki lokalnih kot funkcionalnih interesov in stroke, sad omenjenega kompromisa in je pomenil vmesno rešitev. Če tudi Državni svet skupaj z Državnim zborom sooblikuje slovensko zakonodajo in upravlja nadzorno ter svetovalno vlogo, spada nedvomno med šibkejše zgornje domove v Evropi. Danes je bolj kot kdajkoli prej potreben razmislek o nadaljnjem razvoju slovenskega parlamentarizma. Če vzamemo tiste, ki bi Državni svet ukinili, potem razmislek glede vloge Državnega sveta v smeri krepitve korektiva Državnemu zboru in oblikovanju v senat, ki bi bil stabilno telo, neodvisno od dnevne politike. To bi zahtevalo med drugim tudi spremembo volilnega sistema. Na drugi strani pa gre razmišljanje v smeri povečanja pristojnosti Državnega sveta na področju lokalne in regionalne samouprave. Žal ugotavljamo, da proces regionalizacije v Sloveniji ne napreduje. Ustanovitev pokrajin bi bila nujna z vidika nadaljnjega, bolj uravnoteženega razvoja Slovenije, saj bodoči regionalizem predvsem izhaja iz potrebe po učinkovitem uresničevanju razvojnih politik. Danes Državni svet povezuje prostor civilne družbe in politike ter vam, nepoklicnim politikom, omogoča, da v politični prostor prinašate nova znanja, sveža strokovna spoznanja in rešitve
ter življenjske ocene pri izvajanju zakonskih rešitev. Slovence, še posebej funkcionarje, marsikdaj vidimo kot ozke individuume z lastnimi interesi, pa vendar dokazujemo, da skupaj zmoremo neverjetne stvari. Samo zavedanju potrebe po napredku za vse državljanke in državljane in sodelovanju namesto blokad moramo dati večjo težo. Spoštovane in spoštovani, želim si, da bi gradili na skupnih spoznanjih in na dejanjih, ki nas združujejo, da bi verjeli vase in v svoje sposobnosti. Spoštovane državne svetnice in svetniki, verjamem, da boste v skupno dobro delovali tudi vi, v dobro Slovenije. Vsem želim ob koncu veliko zdravja in zadovoljstva, vesele božične praznike, čestitam ob dnevu samostojnosti in enotnosti in srečno v letu 2013. Hvala lepa. Gospodu Jakobu Presečniku, podpredsedniku Državnega zbora, se lepo zahvaljujem za pozdravne besede. O sklicu seje je bil obveščen tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša. Na sejo so bili vabljeni tudi predstavniki Državne volilne komisije, ki jih lepo pozdravljamo. V skladu z drugim odstavkom 48. člena Zakona o Državnem svetu bom vodil prvo sejo Državnega sveta do izvolitve predsednika Državnega sveta kot njegov najstarejši član. Pri vodenju seje mi bo pomagal sekretar Državnega sveta magister Marjan Mavčec. Predno nadaljujemo sejo, bi želel svetnice in svetnike povprašati, če ste oddali potrdilo o izvolitvi, ki vam ga je izdala Državna volilna komisija. Ker do tega še ni storil, ga pozivam, da to stori sedaj. Prehajamo na dnevni red. Vi ste ga prejeli na klop in ima sledečih 5 točk. Izvolitev predsednika in članov mandatno-imunitetne komisije. Druga točka. Potrditev mandatov državnih svetnikov. Tretja. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Do tukaj jaz vodim. Od 4. točke naprej izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije in imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije. Je kdo, ki želi o dnevnem redu razpravljati? Če ne, preidemo na glasovanje. Glasujemo o predlogu dnevnega reda. Velja tako, da kadar je na seji navzoča večina državnih svetnic in državnih svetnikov, to pa v današnjem dnevu ni problem. Tako da pristopimo. Navodila za glasovanje. Najprej potrdite svojo prisotnost, tako da potrdite s pritiskom na rumeno tipko. Izvolite. Razen Popoviča smo vsi. Je 39 prisotnih. Kdo je za? 31 prisotnih. Vidimo, da je več, nekaj ni bilo urejeno. Še enkrat bomo popravili. Še enkrat prisotni. V redu, dobro, sklepčni smo. Prisotnih 34, pa vemo, da nas je več. Za 34, proti nihče. Ugotavljamo, da je dnevni red sprejet. Prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Damo ničlo. Izvolitev predsednika in članov mandatno-imunitetne komisije po 49. členu Zakona o Državnem svetu. Ta določa, da ima Državni svet mandatno-imunitetna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in 4 člani, ki so izvoljeni izmed predstavnikov interesnih skupin. Ta predvideva
javno glasovanje za predsednike, podpredsednike in člane komisij po 78. členu. No, in imamo predstavnike, na klop ste sprejeli poročila interesnih skupin s predlogi kandidatov za člane mandatno-volilne komisije. Imamo imena strani interesne skupine delodajalcev, gospod Igor Antaur. Strani interesne skupine delojemalcev, gospod Drago Štrnjavič. Strani kot predstavnik interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, gospod Cveto Zupančič. Predstavnik interesne skupine negospodarskih dejavnosti, gospod magister Peter Požun. In predstavnik interesne skupine lokalnih interesov, gospod Branko Šumenjak. Iščemo predsednika. Kdo kandidati, ki so bili evidentirani za predsednika mandatno-imunitetne komisije so? Interesna skupina lokalnih interesov je poleg sklepa, da kot predstavnika interesne skupine imenuje Branka Šumenjaka, je sprejela tudi dodatni sklep, da predlaga Državnemu svetu, da za predsednika mandatno-imunitetne komisije izvoli tudi Branka Šumenjaka, torej podaja predlog za predsednika. Drugega kandidata ni. Želi o tem predlogu kdo razpravljati? Ni nikogar. Potem predlagam, da preidemo na glasovanje. 5 kandidatov, od katerih je gospod Šumenjak predsednik. Izvolite. Prisotni zopet, upam, da nas bo prav. 36. Dobro. Za. Dvaintrideset. Kdo proti? Nič. Torej, za predsednika je izvoljen gospod Branko Šumenjak kot predstavnik oziroma sedaj predsednik interesne skupine lokalnih interesov. Za člane Igor Antaur, Drago Štrnjavič, Cvetko Zupančič in magister Peter Požun. Prisotnih torej 36 članov, za 32, nihče proti. Ugotavljam, da je Državni svet izvolil mandatno-imunitetno komisijo. Prehajamo iz prve na drugo točko dnevnega reda, kjer se govori o potrditvi mandatov državnih svetnikov. Po 10. členu Zakona o Državnem svetu je določeno, da se glede vprašanj, ki zakonom niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v Državni zbor, torej tudi določba 109 člena tega zakona. Zakon o Državnem svetu v 49. členu določa, da mandatno-imunitetna komisija pregleda potrdila o izvolitvi in morebitne pritožbe kandidatov, interesnih organizacij ali lokalnih skupnosti zoper odločitve volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov, ter sestavi poročilo za Državni svet. Prosim, da se mandatno-imunitetna komisija v izvoljeni sestavi zbere v dvorani na Tomšičevi ter pregleda potrdila o izvolitvi in sestavi poročilo za Državni svet. Sestavni del poročila mora biti seznam državnih svetnic in državnih svetnikov in njihova potrdila o izvolitvi. Za 20 minut prekinjamo naše delo. Predsednika mandatno-imunitetne komisije, gospoda Šumenjaka, pozivam, da nas oskrbi s poročilom komisije. Hvala za besedo. Vsem skupaj lep pozdrav v imenu mandatno-imunitetne komisije, ki se je pred nekaj trenutki odločila in sprejela poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter pritožb zoper odločitve volilne komisije,
ki lahko vplivajo na potrditev mandatov s predlogom o potrditvi mandatov in za odločanje o potrditvi. Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije v sestavi Drago Ščernjavič, Branko Šumenjak, magister Peter Požun, Cvetko Župančič, Igor Antajer je na prvi seji 12.12.2012 sprejela poročilo o delnem izidu volitev članov Državnega sveta, ki ga je Državnemu svetu Republike Slovenije predložila Državna volilna komisija. Predstavnika Državne volilne komisije Dušan Vučko in Marjan Jarkovič sta pojasnila, da je iz poročila razviden potek volitev. Državna volilna komisija je izdala 40 potrdil o izvolitvi, ki so bila predložena mandatno-imunitetni komisiji. Komisija je večinsko sprejela sklep, in sicer s 3 glasovi za. Prvič, 38 mandatov državnih svetnikov je nespornih in se bo o njih Državni svet odločal v paketu. Drugič, o potrditvi mandata gospoda Jerneja Verbiča in gospoda Franca Kanglerja naj o vsakem posebej odloči Državni svet. Hvala, predsednik Mandatno-imunitetne komisije. Želi še kdo besedo? Če ne, prehajamo na drugo fazo tega postopka. Glede na vložene na mnenje Mandatno-imunitetne komisije predlagam, da najprej potrdimo mandate tistih članov Državnega sveta, ki niso sporni. To jih je 38. Nato pa v vsakem spornem mandatu odločamo posebej. O tem govori drugi odstavek 50. člena Zakona o Državnem svetu. Prosim državne svetnike, da potrdimo prisotnost. Domanjka. Vsi smo tukaj, pa je 37, a ne deluje avtomatika. Kdo je za potrditev 38 nespornih mandatov? Izvolite. 36, 2 ne. Je kdo proti? Nihče. Torej imamo, da je večina državnih svetnikov potrdila mandate in to lahko zapišemo, in da je nespornih mandatov 38. Lahko to zapišete tukaj. Prehajamo na drugi del tega postopka. Prosim. Hvala. Od eden od dveh imenovanih bi obrazložil situacijo. Ja, to mislim, ni sicer tukaj predvideno. Izvolite. Je pa prav, da veste, zakaj pravzaprav se gre. Občinski svet občine Ilirska Bistrica je imel sklicano sejo. Župan je sejo preklical zaradi takih ali drugačnih obveznosti, baje je bil po novicah iz časopisov je bil pozvan na ministrstvo in seveda niso glasovali ne o elektorju, ne o kandidatu, ki je bil baje doktor Jenko, ki je bil pred mano v tem državnem svetu državni svetnik. Komisija, volilna komisija jim je dovolila dodatno, da se podaljša zakonski rok. Mi imamo zakon o državnem svetu. Dr. Virant, predsednik državnega zbora, je razpisal volitve do kdaj. Rokovnik za volitve v državni svet je jasen. Imeli so čez 4 dni, no in tu se začne ta zadeva, ki jo seveda vi niste, s katero vi niste razen od medijev seznanjeni. Dogajale so se čudne stvari, ni se sestala mandatno-imunitetna komisija, liste so dali delati kar doma, enega kandidata so kar tako zbrisali iz volilnega lističa, druge nasprotne elektorje so zbrisale
zbrisali in o tem so glasovali. Seveda se je izbrisani kandidat pritožil na Vrhovno sodišče in Vrhovno sodišče je izbrisanemu kandidatu ugodilo. In stvar je šla na RVK, gospod Vučko je tu, bil je tudi na tej mandatni komisiji in to je vsa zgodba, v kateri seveda sam nisem udeležen popolnoma nič in seveda si tega ne dovolim. Ali boste izglasovali moj mandat ali ne, da me nekdo na tak način poskuša diskreditirati. Pri tej zgodbi nisem sodeloval nič in na volitvah sem dobil od 12 glasov 7 glasov napram 5. Vse ostale igre, ki so se dogajale zunaj tega, so meni nejasne, neprijetne in jih nočem niti komentirati. Vsak naj pred svojim pragom pomete. In to je vsa zgodba. Pri igri, ki je bila v občini Ilirska Bistrica, nisem sodeloval popolnoma nič. Koliko je bilo kršitev, je ugotovilo Vrhovno sodišče, ko je odločalo v 24 urah in zavrnilo takrat izvoljenega kandidata, gospoda dr. Jenka Zlatka, bivšega državnega svetnika. In to je vsa resnica. Hvala lepa, ker ste mi prisluhnili. Hvala lepa za komentar gospoda Jerneja Verbiča. Proceduralno vprašanje. Izvolite. Torej, ker gre za sporna mandata, po mnenju Mandatno-imunitetne komisije, za 2 člana, ki pripadata interesni skupini lokalnih interesov in ker očitno se prelaga odgovornost pravzaprav na potrditev mandatov na svetnike, predlagam, da se seja prekine in da se v tem času sestane interesna skupina in da se do tega novega dejstva opredeli. Gre za pripadnike naše interesne skupine in menim, da je prav, da se interesna skupina dejansko seznani z razlogi in dejstvi, ki so narekovale takšen sklep Mandatno-imunitetne komisije, kot je predlagan. Prosim, če date tak. Če je to v skladu s poslovnikom, prosim, da date na glasovanje. Lahko mi prekinemo sejo. Pred glasovanjem prekinjamo sejo za 10 minut, da se v skladu s predlogom svetnika Ozimiča zbere torej interesna skupina lokalnih interesov in razpravlja o pobudi, ki ste jo dali. Glede spoštovanje svetnice, svetniki, poglejte, glede na predhodni dogodek, ko smo potrdili mandate, je treba jasno povedati, da je državni svet z 38 potrjenimi svetniki konstituiran in legalno deluje. Tako da od zdaj naprej je državni svet formiran, ima pa seveda še svoje naloge. In ena od nalog je prisluhniti, kaj je zbor svetnikov kot predstavnikov lokalnih interesov na sestanku, ki ste ga imeli 4x 10 minut in ne 10 minut, sklenil. Izvolite, kdo je poročevalec o tem dogodku? Torej, strokovne službe pripravljajo pisne predloge, ki jih boste dobili na klop. Dovolite pa, da vam jih obrazložim. Torej, interesna skupina se je seznanila z poročilom, ki ga je podala in razlago, ki ga je podala predstavniki Državne volilne komisije glede njihovega dela in izdanih potrdil
izvedenih postopkov v zvezi z volitvami in podanimi potrdili o izvolitvi in tudi z mnenjem vodje pravne službe v Državnem svetu. Iz teh podanih poročil, informacij ali kakorkoli to imenujemo, izhaja, da so mandati, kar se tiče njihove inštitucije in postopkov povezanih z tem in tudi mnenje vodje pravne službe Državnega sveta je identično, so nesporni. Interesna skupina je potem pač izoblikovala predlog, da to, kar je bilo pojasnjeno na interesni skupini, se poda tudi pred Državnim svetom in da se o potrditvi mandatov tako imenovanih spornih po predlogu Mandatno-imunitetne komisije glasuje tajno. Te predloge boste dobili tudi na klop, takoj, ko jih bojo razmnožili. Hvala lepa. Izvolil proceduralno vprašanje gospod Semolič, pa kdo še? Še kdo? Izvolite. V imenu seveda zdaj interesne skupine delojemalcev. Mi sodimo, da je potrebno podpreti sklep Mandatno-imunitetne komisije, ker je po našem prepričanju res sporen kakšen mandat in v takem primeru 6. člen izrecno pravi, da se glasuje vsakem posebej. Mi tudi predlagamo javno glasovanje, imamo čisto vest, ko tudi rečemo, da bomo glasovali proti potrditvi mandata gospoda Kanglerja Franca. Zdi se mi, da je ta tema tako prezentna, da lahko Državni svet razkrije karte in glasuje vsak od nas po svoji vesti in poštenju. Hvala lepa. Še kakšno mnenje? Izvolite. Potem pa gospod Vučko. Pa vsak se predstavlja, lepo prosim, da zaradi magnetograma. Ja, Darja Kuzmanič Korva v imenu interesne skupine negospodarskih dejavnosti. Mi smo danes na naši seji na dolgo razpravljali pravzaprav o zapletu, ki je pred nami, o čemer se pogovarjamo in menimo, da se čutimo vsak od nas osebno zavezan, pa tudi vsem ljudem, ki nas zdajle poslušajo, da v imenu svetnikov in v imenu Državnega sveta delujemo moralno in na visokih etičnih stališčih. Mislimo, da ni dovolj, da se upošteva zgolj pravna formulacija in da se izognemo tem. Mi mislimo, da če smo izvoljeni, potem za nas velja nekaj več, kot je za vsakega, kar pomeni visoka stopnja moralnosti in zavezanosti ljudem, ki so nas pravzaprav predlagali v to funkcijo. Zato v skladu z sklepom mandatne komisije predlagamo, da se mandat gospoda Franca Kanglerja oceni kot moralno in etično spornega v tem trenutku, medtem ko smo se kasneje dogovorili, da 3. točko naše seje, kjer smo najprej predlagali tajno glasovanje, spremenimo in glasujemo javno. Prav zato, da se pravzaprav vidi naš glas. Hvala. Hvala lepa. V besedi se je javil, kot vidim, nekdo. Gospod Vučko iz Državne volilne komisije. Izvolite. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, Dušan Vučko, direktor službe Državne volilne komisije. Da ne bo nesporazumov, ali Državna volilna komisija ni pristojna za podajanje kakršnih koli mnenj. Tisto, kar je Državna volilna komisija, njen član, gospod Jarkovič in jaz kot direktor poudarila tako na seji Mandatno-imunitetne komisije kot na
sestanku interesne skupine povedala sledeče. Državna volilna komisija je izvedla volitve v skladu z zakonom. V tem postopku so sodelovali volilne komisije volilnih enot in pa volilni odbori, ki jih je imenovala Državna volilna komisija za izvedbo volitev v državni svet funkcionalni interesi. V zakonitih rokih je bilo podanih nekaj pritožb. Vse so bile v skladu z zakonom o volitvah v državni zbor, ki se na podlagi 10. člena zakona o državnem svetu smiselno uporablja, procesirane. V enem primeru je bila dana tudi pritožba do Vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče je pritožbo zavrnilo in Državna volilna komisija je na podlagi vseh teh zapisnikov ugotovitev na 103. seji 27. novembra ugotovila končni izid glasovanja v državni svet. S tem je bilo delo Državne volilne komisije končano. Na podlagi zakona so bili vsem izvoljenim članom in članicam izdana potrdila. Ker določbe zakona, ki govorijo o konstituiranju državnega sveta, sodijo v pristojnost državnega sveta, je to vaša pristojnost. Z vidika volilne zakonodaje za Državno volilno komisijo mandati niso sporni, če bi bilo kaj drugače, potem Državna volilna komisija ne bi izdala vsakemu posamezniku oziroma posameznici potrdilo. In mislim, da sem bil dovolj jasen, zakaj sem se priglasil. Ne gre za naše mnenje, gre za dejstva. Od tu naprej pa odločate sami in v skladu z vašim poslovnikom. Hvala lepa. Še kakšno mnenje? Izvolite. Sem Milan Lukič, predsednik interesne skupine delodajalcev. Naše mnenje je, da če glasujemo, da glasujemo javno. Ni nikakršne potrebe, da se kdorkoli skriva za tajnim glasovanjem. Hvala lepa. Hvala lepa. Še kdo? Izvolite, gospod Kangler. Hvala lepa. Spoštovani zbrani, v tem trenutku lahko samo to sporočim, da sem bil tukaj pred vami ilustriran. Ker v tem trenutku verjetno moj status, glede na to, da ste potrdili 38 mandatov, sploh ne vem, če imam pravico govoriti. Pa se eno predsedujoči se zahvaljujem, da spregovorim par besed. Na zadnjih volitvah za državni svet v Mariboru sem od 34 elektronskih glasov dobil 25 proti 3 kandidatom. Niso me volili samo elektori iz Maribora. Volili so me vsi iz cele regije. 3 kandidati proti meni, 25 proti 9. Če je to sporno, za vas v redu. Kar se tiče mojega odstopa kot župana, nisem odstopil za to, kar je protikorupcijska komisija spisala ali ugotovila. Odstopil sem zato, ker imam rad svoje mesto, ker imam rad mesto Maribor, ker imam rad Slovenijo. Če vam pa sporočim tukaj na tem mestu, kaj je bilo sporno pri protikorupcijski komisiji? Kaj so ugotovili? Zato, ker sem se kot župan, kot željo, da sem dober gospodar, uprl direktorju, ki je na mesto na dražbi, ki jo je dražbo peljala sodišče, za 270 000 evrov kupil skladišče in od svojega prijatelja brez sklepa nadzornega sveta kupil za 900 000 evrov skladišče. To je dokazano. Kazenska ovadba zoper tega direktorja. Ker je ta direktor porabil in sem presenečen, da danes tukaj imajo pomisleke tako te interesne skupnosti, kot so delodajalci. Če nekdo občinskega posredno denarja porabi letno 200 000 v krizi, 200 000 evrov za reprezentanco,
Sam kot župan drugega največjega mesta, ob kulturni prestolnici, ob nekaterih drugih dogodkov, sem pa porabil 5900 evrov za reprezentanco. In če je revizijska hiša ugotovila, da bo potrebno bilance popravljati nazaj, in če je komisija povabila samo človeka, ki je utemeljeno osumljen večjih kaznivih dejanj v tem podjetju, da ga je zaslišala, mene pa povprašala samo za mnenje. Nihče od vas se ne vpraša, zakaj se je namestnica te komisije izločila iz postopka. Zato, ker so na mene 6 mesecev prej izvajali pritiske, ker njen ožji sorodnik opravlja prevoze pod takšno ali drugačno ceno v tem podjetju. Ampak tega nikogar ne zanima v tej državi. Važno je, da mene lustrirate in da me ta komisija lustrira pred vso slovensko javnostjo. To, kar govorim, so dejstva. Kar se tiče moj kazenski ovadb. Bil sem ovaden za ptičjo hišico, za dom pod Gorco. Edini župan v Sloveniji in v Evropi, ki sem bil ovaden, zato ker sem predlagal mestnemu svetu, da zgradimo dom pod Gorco za starejše občane. Ovadba je padla na sodišču. Padla pa zato, ker sem predlagal, čeprav sem od županskega kolega v Slovenj Gradcu prepisal dobesedno do potankosti. Jaz hodim na sodišče in sem bil ovaden, on pa ne. Pa pustimo politiko, ker mu želim dobro. Ker sem dvignil telefon, pa pokličem na stanovanjski sklad, pa me policija snema, pa prosim, ne ukazujem, prosim kot župan, dajte tega reveža ne vreč ven iz stanovanja zaradi deložacije, ker je zunaj takšno drugačno vreme. Pa me ovadijo, ker sem zlorabil svoj položaj, ker sem dvignil telefon in za reveža klical. To je druga kazenska ovadba. Da se ne menim o ptičji hišici, ker imam dokumente za tisto kamero, ker je moja žena s Telekomom poslala statični IP. Da se ne menimo o pravoslavni cerkvi, kar poglejte si. Kakšen je bil postopek v Ljubljani glede džamije, pa dobene ovadbe. Jaz pa predlagam mestnemu svetu mestne občine Maribor v skladu z vsemi zakoni, ki veljajo, da prodamo zemljišče na dražbi. In smo prodali zemljišče na dražbi. In pravoslavna cerkva se edina prijavila in to zemljišče kupila. Ampak ker me je nekdo poklical po telefonu, pa mi je rekel, čuj ovaj, mi ćemo te birati jer smo veseli što smo kupili zemljišče za pravoslavno cerkvo. Sem na sodišču za nepremoženjsko korist. Vsak župan dela za vse tiste, da rešuje probleme. Ko je padla smučarska spenjača oziroma gondola, tudi smučari so me volili, ker smo ta problem rešili v Mariboru. Ko smo zgradili lutkovno gledališče, tudi babice pa dedeki, ki hodijo v lutkovno gledališče, so me volili. Je to nepremoženjska korist? To bom jaz in te probleme rešil na sodišču. Ampak do tega trenutka nisem bil ne v priporu, še to vam bom povedal, ker je tu predstavnica odvetniške zbornice. Imel sem zrežirano hišno preiskavo. Zrežirano na ta način, da so, ko so kriminalisti prišli k meni, so mi zraven pripeljali priče. Nisem smel imeti svojih prič. In v zapisniku o hišni preiskavi piše, da odvetnik in jaz nasprotujemo hišni preiskavi na ta način, da bi priče mi policija zagotavljala. In kaj se je kasneje gotovilo? Da je ena izmed prič, ki je bila pri meni na hišni preiskavi, se znajde v 2 uradnih zaznamkih v zahtevi za prisluhe za mene. Se pravi, da mi je pričo na hišni preiskavi policija inštalirala tisto, ki je z njo tudi šla k preiskovalnemu sodniku za prisluhe. In te zgodbe lahko naštel za vse moje kazenske ovadbe. Jaz sem pripričan, da bodo padli na sodišču. Tudi za tisto stanovanje je živiti. Ničesar nisem storil, kot samo v skladu z statutom in predpisi občine predlagal stanovanjskemu skladu, ker se edina prijavlja in tudi plačuje danes 450 evrov najemnine. Samo predlagal sem. In če je greh, da župan predlaga, potem me danes tukaj ilustrirajte. Potem sprejmite takšno odločitev, ko vi mislite. Ampak jaz mislim, volilna državna komisija je bila jasna.
ne bi želel hoditi na ustavno sodišče, da razveljavi vašo odločitev, ker to bo slaba popotnica za Slovenijo, za državo. Ne bom pa si dovolil, da bo kdorkoli od vas mene na ta način lustriral, da bo kazal s prstom na mene, da je moj mandat sporen ali pa moralno-etično sporen. Po mojem osebnem prepričanju, od marsikaterega občana v tem mestu in tudi v Mariboru, moj mandat ni sporen. Je pa žalostno, to, kar sem vam sedaj povedal. 4. decembra 2006 sem prevzel funkcijo župana. 16. januarja prvič se pojavi uradni zaznamek policije proti meni. Ko se še prav obrnil, nisem v pisarni. In če še vas zanima, kdo je podpisal odredbo za moje prisluhe, človek je bil v službi državne varnosti, človek je bil drugi človek Sove, ki sem ga jaz v tisti hiši tu za nami v državnem zboru 11 let nadziral. 11 let v komisiji za nadzor nad obveščevalnimi službami nadziral. In smo bil trn v peti. Zato, ker sem jaz bil tisti, pa Rudolf Mogej, pa še mogoče kdo, ki smo predlagali tudi zakon o nadzoru nad temi službami, ki tudi verjetno vas, ali pa koga od vas, ali pa njih zgoraj, v tem danem trenutku nadzirajo. Zato, ker sem se boril za demokracijo, za nadzor nad parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi službami. Zato danes sem prepričan, plačujem tudi svojo ceno. In vam iskreno tu povem, danes ste me tukaj vi ilustrirali. Hvala lepa in se opravičujem. Odločite se po svoji vesti. Jaz bom svojo pravico našel na sodišču, ker verjamem v sodno vejo oblasti. Tisti, ki pa poznate pravo, tisti, ki poznate postopke, če mene verjamete, lahko vsakemu dovolim dostop vseh teh podatkov in pogled, to, kar sem vam povedal. In če je to način, da zoper nekoga tako vodijo postopek, da mu zrežirajo hišno preiskavo, v hudo železnih časih tega niso počenjali. In če sem jaz res taki kriminalec, da pošlje na mene in na moje mesto 117 kriminalistov za ptičjo hišico, nekateri so pa banke praznili, pa še danes tako v financah čitate. Pa nič. Pa korupcijska komisija dela, pa verjetno še bo nekaj ugotovila v zvezi z mano, v zvezi s kadrovanjem, ne vem s čem. Pa se doben ne vprašal, naj me ne zameri kolega iz Kopra. Kaj so delali z njim? Pa kdo so bili tisti, ki so delali z njim? To ni način. Tudi jaz sem človek, ki imam pravico do človekovih pravic in spoštovanj. Tako ali drugače. In to se nihče od vas ali pa od njih zgore ni vprašal, zakaj se namestnica protikorupcijske komisije iz postopka izločila. Zato, ker smo štopili nekomu na prste, po domače povedano, ki ni imel pravne podlage za nekatere posle in je hudo oškodoval posredno občinsko premoženje. In zato plačujem danes ceno. Hvala lepa. Hvala za nastop. In moramo z našo proceduro naprej. Glede na to, da so bili tukaj ugotovljeni sporni mandati po postopku, v katerem nastopa mandatno-imunitetna komisija kot ključna komisija za proceduro volitev, mi ne preostane drugega, kot da vam povem tole. Državni svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata. Drugo pa je, da vas vprašam in o tem odločite vi, spoštovane svetnice in svetniki, ali glasujemo tajno ali javno. Na vas je, da z večino glasov opredelite o vsakem kandidatu tajnost ali javnost glasovanja. Ne glede na to, pa gospod Kangler, imel ste prepričljiv nastop, da mi moramo upoštevati realnost časa in prostora. Moralno-etične vrednote, kredibiliteta, pa tudi zdrava pamet, narekuje državnemu svetu, da gleda na jutrišnji dan. Kakorkoli je vaša situacija nastala,
zrežirana ali nezrežirana, kot konflikt varnostnih služb, mi moramo tukaj upoštevati vse te elemente. Če vi smatrate, da z vsem tem bremenom, ki ga zasledujemo že zdaj cel mesec, lahko mirno vstopite v državni svet, je to vaša odločitev. Vsekakor so pa zato tudi kriteriji. Eno so pravni, ob pravu pa nastopajo vzporedno tudi kategorije, kot smo jih prele našteli. Kredibilnost, integriteta, legalnost, legitimnost in zdrava pamet. Odločitev tukaj pa ni ne pravna, ne moralno-etična, je pa politična. In nad vas, spoštovane svetnice in svetniki, je, da o tem odločite, najprej o načinu glasovanja, potem pa z glasovi tako ali drugače. Ne preostane mi drugega, da najprej pozovem za gospoda Verbiča, da se izjasnimo, a glasujemo javno ali tajno, pa potem, kakršen bo rezultat, ubeležimo v našo članstvo. Kot drugi kandidat je gospod Kangler. Prehajamo k postopku, izvolite. Prisotnost, prosim, če pritisnete na tipke. Torej, glasujemo o tajnosti, ali je glasovanje tajno. O tem glasujemo. Za Verbiča tajno, torej, da je tajno glasovanje. Ne samo za Verbiča. Prvo za Verbiča, tajno ali javno. Preberite si predlog, ki ga je dala naša skupina, prosim. Ja, se predlagate, da se tajno, mi pa bomo to naprej potrdili. V redu, lahko naredimo za oba dva. Ste za to? Dobro. Hvala lepa za upozorilo. Prisotni? 36. Kdo je za tajno glasovanje za oba kandidata? Za 21. Jaz vam popravim, natančno za prvisto. 14. Kdo je proti? Ponovimo. Prisotni. Šestintrideset. Kdo je za tajno glasovanje? Osemnajst. Kdo je proti? Sedemnajst. Torej glasovanje za oba kandidata je tajno. Ja, kako da ne? Tajno glasovanje imamo zdaj, kakorkoli obrnete, zdaj jaz pa ne vem, da je cipka ni prijela, ste vi prepozni pritisnili. Volimo komisijo državnih svetnikov, ki bodo pomagali pri volitvi. Predlog je gospa Marija Lah, strani delodajalcev, gospod Oskar Komac, strani delojemalcev, gospa Bojana Potočan, strani interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, sam predsedujoči, tudi strani interesne skupine negospodarskih dejavnosti in gospod Rajko Fajt kot predstavnik skupine lokalnih interesov. Ja, po funkciji sem tudi predsednik. Jo potrdimo to komisijo? Da, prisotni. Kaj bo spet? Procedura je, ja? Izvolite, gospa Potočan. Izvolite. Ja, hvala lepa.
Zdravljeni, moje ime je Bojana Potočan. Jaz predlagam zamenjavo gospoda Zupančič Cvetka. Smo interesna skupina se tako dogovorili. Se strinja? Se strinja. Torej, na mesto gospe Bojane Potočan nastopa gospod Cveto Zupančič. Prisotnost, kdo je za? Rezultat 36. Kdo še proti, če jih je? Nič. No, komisija je potrjena. Koliko minut imamo zdaj? 4 ure? 15 minut? Vsi ostali razen svetnikov zapustijo dvorano. Da, vsi ostali, novinarji, fotoreporterji, gostje kot taki, ostanemo samo svetniki in volimo. Državne svetnice, državni svetniki, potekalo je tajno glasovanje o 2 spornih potrditvah in sporočam vam sledeče. Državni svet, ki šteje 40 članov in bilo je tudi 40 prisotnih, je za potrditev mandata Jerneja Verbiča. Razdeljenih bilo 39 glasovnic, pa tudi oddanih 39. Od tega je bilo 38 veljavnih glasovnic, 1 neveljavna. Za potrditev, to pa narobe, Jerneja Verbiča so državni svetniki glasovali za 26 proti 12. S tem ugotavljam, da je mandat potrjen. Drugi primer je državni svet, navzočih 40 član državnih svetnikov in za potrditev Franca Kanglerja je bilo razdeljenih 39 glasovnic, oddanih 39. Od tega je bilo 37 glasovnic veljavnih in 2 neveljavni. Za potrditev mandata Franca Kanglerja so državni svetniki glasovali za 18 glasov proti 19 glasov. Ugotavljam, da je mandat ni potrjen. Gremo k 3. točki dnevnega reda. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Zakon o državnem svetu v 43. členu določa, da ima državni svet predsednika, ki se ga izvoli z večino glasov vseh državnih svetnikov. Po prvem odstavku 80. člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da kandidata za predsednika sveta predlaga skupina najmanj 8 državnih svetnikov ali interesna skupina. Vse to deluje. Tretji odstavek 78. člena Poslovnika Državnega sveta pa določa, da državni svet izvoli predsednika s tajnim glasovanjem. Da se to se glasuje z glasovnicami, kot smo postopek že videli, in do sedaj sta vloženi 2 kandidaturi. Kot prva je interesna skupina negospodarskih dejavnosti za kandidata za državnega sveta podpira Mitjo Brvarja. Prav tako interesna skupina kmetov, obrtnikov ter samostojnih poklicev kot kandidata za predsednika državnega sveta predlaga Alojza Kovšco. Podpisana sta tudi eden in drugi predsednik ustreznih komisij. Torej 2 kandidaturi, predloge ste prejeli na klop. Kandidati so dali pisno soglasje za to. Ja. Imamo? V redu. Navajamo, da je državnemu svetu predloženo 2 kandidatur. Za predsednika sveta po abecednem redu Mitja Brvar, predlagatelj
interesna skupina, kot sem povedal, in gospod Alojz Kovšca, in tudi interesno skupino smo navedli. Želi o predlogu kandidatur za predsednika Državnega sveta še kdo razpravljati? Kdo bo nastopil? Izvolite, gospod Mitja Brvar. Kandidat. Še kdo razpravljati, pod še kdo ni nihče izločen. Ne? Vsi. Izvolite, oder je vaš. Spoštovani predsedujoči, spoštovane svetnice, svetniki, spoštovani gosti, lepo pozdravljeni, seveda tudi spoštovani predstavniki medijev. Danes nas čaka pomembno delo izvolitev predsednika, podpredsednika in sekretarja Državnega sveta. Dovolite, da v nadaljevanju najprej se zahvalim našim predhodnikom in dosedanjim predsedniku magistru Blažu Kavčiču na čelu. Ko sem se pred kratkim odločil za kandidaturo za predstavnika področji kulture in športa v našem drugem domu demokracije, so me kolegi vprašali, zakaj kandidiram. V domačem kraju in okolici me poznajo kot zborovskega pevca in zborovodjo, glasbenika, zagrizenega športnika, rokometaša. Poznajo me tudi kot vojnega veterana, saj sem kot rezervni oficir aktivno sodeloval v vojni za Slovenijo. Več kot 10 let sem bil samostojni podjetnik, sicer pa sem diplomiran ekonomist. Ves ta čas sem tudi dejavni predstavnik bil na kulturi in športu v Žalcu in v Celju. Ljubljano, kamor sem se preselil pred 17 leti, me poznajo kot predsednika in menedžerja ljubljanskih madrigalistov, generalnega sekretarja Društva slovenskih skladateljev in cel kup ostalih funkcij. Poznajo me kot nekdanjega člana RTV Slovenija, člana sveta RTV Slovenija, predsednika organizacijskega odbora MIDEM, vodjo mednarodne postavitve MIDEM 2008 v Kanu v času predsedovanja Slovenije Evropski uniji. Zadnja 3 leta pa sem kot ravnatelj SNG Opera Ljubljana, inštitucije, katere vodenje sem prevzel v obdobju agonije, ko je preživljala že 6. leto brezdomstva. Danes sem ravnatelj hiše, ki sklepa velike domače in mednarodne koprodukcije in ki v času krize se lahko pohvali z razprodanimi dvoranami in zelo dobrimi merljivimi rezultati. Slovenska družba je danes na velikem razpotju. Potrebuje novo paradigmo razmišljanja, novo družbeno pogodbo. V njej morajo biti upoštevani vidiki vseh družbenih interesnih skupin, doseči pa je mogoče le v dialogu in sklepanjem kompromisov. Slovenija prihodnosti mora postati odprta družba doslednega spoštovanja človekovih pravic, socialne varnosti, družba spodbujanja ustvarjalnosti in pa spoštovanje dela. Spoštovani kolegi, v nov mandat Državnega sveta stopamo v prelomnem obdobju. Medtem, ko nas nekateri politiki skušajo ukiniti, zadnji dogodki kažejo, da si državljanke in državljani Republike Slovenije želijo sprememb pri delovanju države, pri tem pa bolj kot strankam zaupajo predstavnikom civilne družbe in lokalnega okolja. Navedeno, po mojem trdnem prepričanju, kaže na pomen drugega doma slovenske demokracije. Zato se ne bom zadovoljil zgolj z zavzemanjem, da obstanemo, ampak tudi, da nadaljujemo delo tudi po našem mandatu. Njegova vloga se mora prihodnje še povečati z uveljavitvijo predloga za tako imenovano 4. branje in povečanjo aktivnosti vseh naših komisij in pa interesnih skupin. V času velikih družbenih sprememb moramo v Državnem svetu kot inštitucijo dokončno utrditi in končati razpravo o njeni smiselnosti. Verjamem, da mora biti vsak izvoljen predstavnik interesnega področja ali lokalnega okolja v Državnem svetu biti najprej odgovorjen tistim, ki so mu naklonili zaupanje. Samo tako bomo vsak med nami in vsi skupaj naredili dobro našemu okolju in pa Republiki Slovenije. Zavzemam se za nadstrankarsko vlogo v Državnem svetu, ki presega dnevno politične potrebe in je edina, ki upravičuje smiselnost naše inštitucije ter delovanje predstavnikov lokalnih skupnosti in interesnih področij.
Ker sem bil že več kot 10 let samostojni podjetnik, mi je med cilji, ki jih predlaga resolucija Državnega sveta za izhod iz krize, še posebej blizu posebna skrb z gospodarskimi dejavnostmi, ki temeljijo na bolj izrazitem aktiviranju razpoložljivih nacionalnih virov. Predvsem pa gre za bogatstvo ustvarjalnega potencijala naših državljanov. Pri tem pa seveda ne smemo pristati na znižanje standardov socialne države, ki omogoča le, če ohranimo kakovost javnega sektorja, zlasti na področju izobraževanja, zdravstva, sociale in kulture. Zato se bom pri svojem delu zavzemal za nadaljne utrjevanje naslednjih vidikov delovanja Državnega sveta. Izpostaviti je treba ustavno vlogo Državnega sveta kot interesnega zastopstva. Nadaljevati konstruktivno držo do vseh vej oblasti in zlasti do reševanja problemov Slovenije. Nadaljevati intenzivni stik in sodelovanje z stroko in civilno družbo. Podpora državljanom prijaznega družbenega razvoja s poudarkom na trajnostnem razvoju in tako okoljskega kot tudi družbenega vidika. Vlogo predsednika Državnega sveta bom dojel kot način življenja, ne kot službo, zato se bom tej odgovorni in zahtevni vlogi posvetil predano in celoti, kot služenje javnemu interesu. Dragi kolegi, izvoljeni smo na pomembno funkcijo, da pomagamo voditi svojo domovino Slovenijo. Vem, da ste tu ljudje, ki smo za svoje interesne organizacije veliko naredili in da se na vse nas ljudje lahko zanesejo. To me tudi opogumlja, da kandidiram za predsednika tako odličnega zbora, kot ste vi, spoštovane svetnice in svetniki. Hvala za pozornost. Hvala lepa za nastop. Pozivam drugega kandidata, gospoda Alojza Kovšco, da nastopi. Spoštovane gospe in gospodje, moj poklic je urar in za tega vem, da je čas denar in bom se potrudil, da bom zelo kratek. No, najprej vas bi rad vse skupaj pozdravil in vam čestitev ob izvolitvi v Državni svet Republike Slovenije. Vsem skupaj nam je zaupana naloga, da po svojih najboljših močeh skozi demokratičen dialog in ob spoštovanju vseh razlik v pogledih in naših stališčih udejanjamo interese različnih družbenih skupin, ki so si včasih lahko tudi nasprotni, ampak konec koncev smo še vedno prišli in upam, da tudi bomo do skupnega jezika. Na tem mestu v Državnem svetu naj se bi srečevali politika in stroka, lokalna javnost in država, delo in kapital. Kaj in koliko od tega se bo uresničilo na kakšen način, pa je predvsem odvisno od nas samih. Glede na to, da kandidiram za funkcijo predsednika Državnega sveta in me mnogi izmed vas ne poznate, mogoče samo nekaj besed osnovnih podatkov o sebi. Rojen sem bil 13.9.1965, izhajam iz vojaške družine in moja primarna poklicna opredelitev je bila vojaška. Leta 1984 sem maturiral na splošni srednji vojaški šoli Franz Rozman Stane v Ljubljani, šolanje nadaljeval na Vojaški akademiji v Beogradu in to sem na lastno željo zapustil leta 1988 tik pred diplomo. Od leta 1988 do 1992 sem služboval v Mercatorju v mednarodni trgovini, najprej kot računalniški operater, potem kot programer. In od leta 1992 do današnjega dne sem zaposlen v domačem družinskem podjetju, ukvarjam se z urarstvom. Leta 1996 sem diplomiral na Fakulteti za družbene vede smer obramboslovje. Kot urar sem si pa pridobil izobrazbo na področju urarstva, zatarstva, filigranstva in postal tudi urarski mojster. No, ves čas delovanja v obrti sem bil aktiven v obrtniški organizaciji in to delo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije me je pripeljalo na koncu koncev tudi do mesta predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in drugi mandat zastopam obrtnike tu v Državnem svetu. Kaj več mislim, da ni zapovedati, sem redno zaposlen, poročen, oče 4 otrok, aktiven na mnogih družbenih področjih in z gotovostjo lahko trdim in stojim za temi besedami,
da nikoli v življenju nisem bil ne kaznovan, ne v kakršnem koli kazenskem postopku. Kot državni svetnik v prejšnjem mandatu sem v tej hiši prvenstveno zagovarjal interese obrti in malih gospodarskih subjektov in seveda je moja želja in opredelitev, da bom to počel tudi v tem mandatu, ne glede na to, ali mi boste naklonili svoj glas in me izvolili za predsednika državnega sveta ali ne. Se pravi, moja primarna opredelitev je zastopanje interesov baze, ki me je pripeljala v ta državni svet. No, če bi hotel povedati kaj o tem, kako vidim svoje delo v prihodnje v državnem svetu, moram najprej povedati, kako vidim sam državni svet in delo državnega sveta v preteklosti. Po mojem se inštitucija državnega sveta, po mojem videnju, zelo razlikuje od prevladujočega aktualno političnega pogleda. Nikakor se ne morem strinjati s stališčem, da je državni svet odvečen relikt preteklosti, da nima nobene dodane vrednosti in da je pravzaprav zavirajoči dejavnik v političnem dogajanju. S tem se nikakor ne morem strinjati. Državni svet je v preteklosti namreč ničkolikokrat dokazal svojo realno vrednost. Ta se je izkazala predvsem ob nepremišljenih, hitropoteznih, nesistemskih zakonskih rešitvah, ki so jih predlagale in spravljale skozi državni zbor, zdaj ena, zdaj druga vlada, ne glede na ideološko opredelitev. Naj naštejem samo nekaj primerov, kjer je državni svet odigral zelo dobro svojo vlogo in imel zelo veliko dodano vrednost. Pa recimo, da smo v državnem svetu glede na svoje kompetence in svoj status po Ustavi Republike Slovenije dostikrat zakonodajalca najprej opozarjali. V zvezi z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in zakonom o socialno-varstvenih prejemkih smo izrazili dvom v pravočasno in uspešno implementacijo, se zato niso bili že od vsega začetka opredeljeni ne načini, ne poti in prav tako ni bilo jasno, v kakšnem času se bodo zagotovile potrebne evidence in baze podatkov in pravilno ovrednotili premoženje in dohodke državljanov. In na koncu se je izkazalo, da je državni svet imel prav. Račun je plačalo civilno prebivalstvo, državljani Republike Slovenije, glas ljudstva iz te hiše ni bil dobro slišan in kot sem rekel, račun za to so plačali naši državljani. Nekajkrat nam je pa uspelo ustaviti nekatere zakone, ki niso bili primerni. Recimo, oktobra 2007 smo sprejeli odložilni veto na zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. O ponovnem odločanju v državnem zboru ta zakon ni dobil potrebne podpore. Potem smo nasprotovali določbam zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zasebnem varovanju. Novi zakon, ki je upošteval naše predloge, je bil potem naknadno sprejet. Leta 2008 smo izglasovali veto na zakon o zaključku postopku vračanja podržavljenega premoženja. In državni zbor na ponovnem glasovanju na svoji 37. seji tega zakona ni sprejel. To je samo nekaj insertov, jih je še več. Mogoče samo še nekaj o dodani vrednosti skozi zakonodajno inicijativo. Uspelo nam je s predlogom zakona o spremembi zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa leta 2009, s katerim je državni svet na podlagi interesne skupine delodajalcev predlagal umilitev strani vlade predlagane vsesplošne omejitve odrejanja nadur, ki bi lahko povzročili velike težave pri organizaciji dela in negativno vplivali na poslovanje posameznih podjetij. Danes, ko je kriza v polnem razmahu, se dejansko vidi, da je ta zakon res imel pozitivne učinke in da bi v bistvu, če ne bi bil sprejet, imeli dosti večje težave, kot jih imamo. Državni zbor je ta zakon sprejel na 6. redni seji leta 2009. Prav tako smo uspeli s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o odpravljanju posledic dela z azbestom. In še bi lahko kaj našteval. No, imeli smo pa tudi predlog, zakonodajno inicijativo, s katero nismo uspeli, pa se danes izkazuje in se je potem tudi izkazalo, da bi jo državni zbor moral sprejeti, pa ni. Takrat smo poskušali urediti to, kar se nam danes v javnosti očita, da ni urejeno, in sicer prejemke funkcionarjev in status predsednika državnega sveta.
Poglejte, zelo signifikantno, kje je dodana vrednost Državnega sveta in kaj smo počeli. Državni svet je želel urediti funkcijo predsednika in sicer tako, da bi bila profesionalna. Potem je to Ustavno sodišče, ne glede na nasprotovanje Državnega zbora, sprovedlo, kar zadeva pa nagrajevanje svetnikov, s tem se boste že takoj zdaj soočili v sprejem ob nastopu mandata, boste pa videli, da je neurejeno in se bomo ukvarjali s tem namesto z realnimi vsebinami, s katerimi se bi morali. Pomembno je povedati, in tako tudi vidim Državni svet, kot organ, ki ne zlorablja svoje funkcije, kar nam je bilo dostikrat očitano in ne zavira odločanja v Državnem zboru. Naprimer, pri zahtevi za razpis referenduma iz drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije je Državni svet izkoristil to svojo možnost v zvezi z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic. In ta zahteva se je izkazala kot utemeljena, saj so volivci zakon potem na referendumu zavrnili. Potrebno je poudariti, in tako ne ostane tudi v tem mandatu, ne glede na to, kdo bo predsedoval Državnemu svetu, da omejeno število vloženih in sprejetih zahtev za razpis referenduma v dosedanjih mandatih egzaktno kaže, da Državni svet svojih pristojnosti ne zlorablja, ampak jih uporablja na podlagi tehtnega premisleka, tenkočutno in zgolj in le takrat, kadar je to najbolj potrebno. No, pomemben element v delovanju Državnega sveta, kot se je izkazalo in kot bi bilo smotrno nadaljevati, je tudi organiziranje posvetov na različne tematike in izplen iz teh posvetov je seveda v zakonodajnih iniciativah, pa naj bodo te ali iz Državnega sveta ali iz vrst poslancev Državnega zbora. Recimo pri predlogu novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem varovanju smo imeli zelo kakovostne posvete, novela tega zakona je bila sprejeta in tako se je vsaj delno uredilo vprašanje zagotavljanja celovite brezplačne zdravstvene oskrbe za otroke. V teh pogojih in za državljane Republike Slovenije zelo, zelo pomembno. Imeli smo zelo veliko število svetniških vprašanj in pobud, ki so prav tako ena izmed pristojnosti Državnega sveta, za katere se menim še naprej truditi in jih spravljati v življenje, ker to je pač direkten kontakt Državnega sveta s pristojnimi državnimi institucijami. Državni svet na pobudo svojih svetnikov terja odgovore inštitucij in to odgovore na probleme iz prakse. Toliko o dosedanjem delovanju in toliko tudi menim, da je dobre prakse potrebno obdržati še za naprej in implementirati tudi nove rešitve. No, osebno sem tudi mnenja, da je poleg naštetega Državni svet odigral tudi zelo pomembno vlogo pri integriranju Republike Slovenije v evropske politične in gospodarske tokove, pa tudi širše. Naj vas samo spomnim, ker je verjetno ta informacija mnogim ušla iz vidnega polja, da je Državni svet Republike Slovenije vzpostavljal in negoval odnose s predstavniki Ljudske republike Kitajske, medtem ko se je slovenska gospodarska politika orientirala predvsem k Evropski uniji. To nam je v izbruhu svetovne finančne krize, govorim predvsem gospodarstvu, prišlo še kako prav. Torej, glede na vse našteto sem mnenja, da je treba predvsem nadaljevati v začrtani smeri. Zavedam pa se dejstva, da ne glede na to, kakšne usmeritve si jaz tu in z vami skupaj zadajem za delovanje Državnega sveta, je vse v veliki meri odvisno tudi od vsakokratne politične volje v Državnem zboru in seveda tudi od javnega mnenja. Javno mnenje pa je v mnogem odvisno tudi od naše integritete, transparentnosti našega delovanja in dostopnosti tega foruma za javnost. Predlagane spremembe v zvezi z Državnim svetom, ukinitev da ali ne, spreminjanje da ali ne, so po mojem mnenju vse legitimne in tukaj jim ne kaže oponirati. Kaže pa zagotoviti, da bi bile vse debate v Državnem svetu, pa kakršnekoli že bodo in na kateremkoli nivoju, demokratične, legitimne, brez insinuacij, brez potikanj in na koncu koncev si želimo rezultat, ki bi bil plod racionalnega razmisleka. Ni nam dano, da bi branili tu svoje stolčke zaradi tega, ker vsi prihajamo iz nekih
drugih logov, kjer imamo zagotovljeno eksistenco, ampak če že predstavljamo ustavno kategorijo, inštitucijo državne oblasti, potem se moramo zavzemati za to, da poleg svoje ohranjamo tudi njeno integriteto. Ne nazadnje, erozija ugleda političnih inštitucij ima zelo neselektiven učinek. Ko se začne metati kamenje in packe na eno izmed inštitucij, so je hitro deležne tudi druge in ljudstvo tam zunaj nas ima, nas tu zgoraj, govorim v tej hiši, tako Državni zbor kot Državni svet, za približno enake in enako odgovorne. Rušenje ugleda Državnega sveta je po mojem tudi rušenje ugleda Državnega zbora. Torej, spoštovani, veliko je bilo govora o aktualnem političnem trenutku. Današnje dogajanje nam ilustrira, kako se je ta aktualnost prenesla tudi v našo hišo in pred tem si nekako ne smemo zatiskati oči. Prav pa je, da tu dosežemo konsens, da se čim več družbenih skupin, ki izražajo nezadovoljstvo in nimajo drugega foruma za artikulacijo svojega političnega interesa in udejanjanja svojih državljanskih pravic, na nek način kanalizira in najde pot do tega foruma in od tu naprej artikulirano predstavi svoje mnenje zakonodajalcem. Glejte, odnosi z Državnim zborom, ki so bili v preteklosti relativno okrnjeni, so lahko tudi boljši. Tudi sam se strinjam, da je zelo smotrno razmisliti o enem iskrenem in boljšem dialogu z poslanci Državnega zbora in da je potrebno najti neko strpno srednjo pot in najverjetneje je četrto branje zakona in možnost amandmiranja zakonodajnih rešitev strani Državnega sveta prava pot. Mogoče je čas krize priložnost, da si hitreje stopimo drug drugemu na pol poti in sklenemo nek dogovor o tem delovanju. Kot sem že prej omenil, Državni svet ni namen samemu sebi, ampak je predvsem namenjen temu, da se artikulira javni interes. Pa naj si bo to lokalni interes, naj si bo to funkcionalni interesi, ampak dobrodošli so tudi vsi drugi, tudi interesi, ki jih mi sedaj mogoče institucionalno ne zaznavamo. To so tudi vsa nova gibanja, ki se preko Facebooka in preko ostalih omrežij lahko sprevržejo v zelo močno družbeno akcijo, ki je zaenkrat slovenska politika ne zna artikulirati in ne zna privesti k dialogu. Moje mnenje je, da je govorica argumentov namesto govorice granitnih kock deviza, ki si jo mora Državni svet postaviti na prvo mesto, takoj ko začnemo z delovanjem v tem mandatu. Torej, odprimo vrata javnosti na več načinov in omogočimo, da se javnost tu predstavi in da demonstrira svoje zahteve. Moramo biti sposobni odgovoriti izzivom časa, moramo biti daljnovidni v odločitvah, ampak predvsem pa previdni. Kot sem že prej povedal, Državni svet ima to možnost, da posamezniki se stopimo iz piedestala svoje politične obarvanosti, prisluhnemo argumentom in brez škode za svojo osebno integriteto in brez škode za integriteto Državnega sveta glasujemo tudi za druge rešitve, kot so nam bile iz naših logov ponujene. To smo počeli tudi v preteklosti. To je bila praksa in upam, da se bo ta praksa v prihodnosti nadaljevala, ker nas ločuje od Državnega zbora. V Državnem zboru je popuščanje nasprotnikov politična izguba. V Državnem svetu je pa lahko strokovni kompromis. To moramo na vsak način in za vsako ceno ohraniti. In ko sem prej govoril o zakonodajnih iniciativah in omenil samo dve, mislim, da je čas, da se tu malo bolj poglobimo in da v prihodnjem mandatu zastavimo srž svojega delovanja na zakonodajnih iniciativah in omogočimo nek džentelmenski način vstopa ulice v Državni zbor. Torej, razen tega se mi zdi, da je zakonodajna oblast Državni svet premalo uporabljala kot indikator javnega mnenja. Tu se pa le neposredno odraža javno mnenje interesnih skupin, katere zastopamo. In prav bi bilo,
da si včasih v državnem zboru vzamejo čas in pogledajo, kakšna je pravzaprav temperatura in kakšno razpoloženje o določeni problematiki in potem bomo imeli manj vetov, manj predlogov za referendume in še česa drugega. Moja želja je, da bi državni svet postal brv za premostitev ideoloških in političnih razlik, ampak današnje dogajanje me tu že kar rahlo razočara. No, ostajam optimist, zazrt v prihodnost, upam, da se bomo z njo več ukvarjali kot s preteklostjo, ker to je bilo v prejšnjem mandatu pa evidentno. Bolj smo gledali naprej kot nazaj. Že moj protikandidat je zelo dobro ugotovil, da je pred nami očitno razburkano zgodovinsko obdobje. Gospe in gospodje, za nakopičene težave ne mi, ne državni zbor in ne kdo v Evropski uniji nimamo instant rešitev. Zato je pa pomembno, da se na vse izzive odzivamo hitro. Ena izmed bistvenih zamer, ki jo je državni svet očital državnemu zboru, je bila prepočasen odziv zakonodajalca na spremembe, ki so se evidentno dogajale v družbi. Tu smo vedno vnaprej opozarjali na to, kaj se še bo zgodilo in kadarkoli smo bili preslišani, je potem zakonodaja na vrat na nos s hitrimi postopki poskušala reševati situacijo. Efekt je pa seveda znan. Torej, več časa vam ne bi imel. Hvala lepa za vaš posluh. Mogoče samo še to, da si osebno želim, ne glede na to, ali bom izvoljen ali ne, tvornega sodelovanja z vsemi vami, z interesnimi skupinami in želim si tudi izmenjave mnenj in pomoči vsakega člana in članice državnega sveta pri iskanju rešitev, ki bodo ne samo našim interesnim skupinam, ampak tudi naši državi in narodu zagotovile tisti del miru in blagostanja, ki ga mi lahko zagotovimo. Hvala lepa. Oba kandidata sta s svojima bogatima predstavitvama obogatila današnjo sejo in tudi zelo presegla predvidenih 5 minut za vsakega. Vendar kvaliteta njunih nastopov je argument, da sem to dopustil. Sedaj pa prehajamo na izvedbo volitev. Postopek za izvolitev volilne komisije je tak kot prej. Vendar vam predlagam, da malo skrajšamo celotno proceduro, da prejšnjo volilno komisijo ohranimo v enakem sestavu, kot je bila, in jo potrdimo, da pristopi k delu. Je kakšen nasproten predlog, dodaten predlog ali lahko ohranimo? Prosim. Glede na to, da v našem svetu zdaj nimamo 40 članov, ampak 39 članov. Vprašujem in pričakujem, da bodo strokovne službe na to odgovorile, koliko je tisto število glasov, ki je potrebno za izvolitev predsednika državnega sveta. V 43. členu zakona je zapisano večina, ravno tako je zapisano tudi v 80. členu poslovnika, vendar večina ni tako, kot je bilo prej. Prej je bilo to 20 plus 1 oziroma 21, zdaj pa po mojem računu to ni več. Pa prosim za strokovno obrazložitev. Hvala lepa vam za vprašanje in zelo dobro upozorilo. Ali lahko pravna služba na to odgovori? Dr. Štrus, zato ste vi najbolj pristojen, pa prosim, če podate svoj komentar na to. Dr. Štrus je pravnik državnega sveta. Hvala lepa za besedo. Samo na kratko. Prvič se je zgodilo, da komu izmed državnih svetnikov ni bil potrjen mandat, ni pa prvič, da na prvi seji ni navzočih vseh 40 državnih svetnikov. Leta 2007 na prvi seji smo imeli samo 38 članov državnega sveta, ker dva člana sploh nista bila izvoljena in smo isto uredili, se pravi, isto smo šli na večino 21. Ker ustava, zakon, poslovnik določajo, da je večina vseh državnih svetnikov potrebna, je to vedno večina 21. Hvala lepa. Hvala lepa vam, dr. Štrus. Gospod svetnik Kozelj, ste zadovoljni z odgovorom? Moramo se držati te procedure. Torej 21 glasov pomeni izvolitev. Predlagam,
komisijo v sestavi gospa Marija Lah, gospod Oskar Komac, gospod Cveto Zupančič, mene samega in gospoda Rajka Fajta za člane volilne komisije za izvolitev predsednika Državnega sveta. Prosim, da s pritiski za ali proti, potem, ko bomo ugotovili prisotnost, to potrdite. Prisotni ste, rezultat prisotnih nas je 37. Kdo je za? Rezultat, lahko smo končali. 36. Je kdo proti? Nobeden. Nekdo pač, ne vem, kaj se je zgodilo. V redu, smatramo, da je komisija potrjena in ne pristopu k delu. Vi pa imate, tisti, ki niste v komisiji, 15 minut pauze, saj ste jih že navajeni pauz današnji dan. V Vatikanu bi v podobnem zaključku, ki bi bil zaključek, rekli habemus papam. Mi bomo rekli non habemus papam. Pa bom povedal, kaj se je zgodilo. Državni svet šteje 39 državnih svetnikov, bilo je navzočih 39, za volitve je bilo razdeljenih 39 glasovnic, oddanih 39. Od tega je bilo 37 veljavnih in 2 neveljavni. Za kandidata za predsednika Državnega sveta so državni svetniki glasovali, in sicer za Mitjo Brvarja 20 glasov, za Alojza Kovšco 17 glasov. Torej iz tega ugotavljam, da noben od obeh kandidatov ni dobil potrebne večine. Kar pa pomeni, da se bo oglasilo pravo, pa gospod dr. Štrus, kaj nam je storiti? Non habemus papam. Glede na to, da noben izmed kandidatov ni prejel zadostnega števila glasov, določa poslovnik v 81. členu, v 4. odstavku, da se v takšnem primeru, če noben ne dobi potrebne večine, ponovi celoten kandidacijski postopek in postopek glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur. Ker pomeni, da vam predlagam, da na podlagi 41. člena poslovnika prekinete sejo Državnega sveta in določite, kdaj se bo nadaljevalo in v vmesnem času naj državni svetniki predlagajo kandidature. Lahko so iste, lahko so nove. Hvala lepa. Glede na to, da nismo izvolili predsednika, verjetno je bi bilo dobro, da gremo s to opustimo, pa vsaj podpredsednika izvolimo. Hvala. Podpredsednik, hvala lepa. A lahko volimo podpredsednika, da bi bil predsednik izvoljen? Ne, še ne. Kaj storimo? Prekinemo za 10 minut, se sestanejo interesne skupine, ponovijo kandidacijski postopek. Zakaj ne? Ja, iste kandidate ali pa karkoli. Kaj? Prekinjam sejo Državnega sveta za lahko 15 minut. Interesne skupine se sestanejo, podajo kandidacijske liste in čez 15 minut, kot bi rekli, jovo na novo. Gospodje in dame, 4 ure je minil, prehajamo na ponovitev postopka. Ali sta obe kandidaturi še vedno aktivni? Gospod Brvar, gospod Kovca? Da. Torej, oba kandidata sta dala soglasja, potrdimo še enkrat isto volilno komisijo. Glasujmo zdaj, prisotni, ogromno, 36. Kdo je za isto volilno komisijo? Petintrideset. Je kdo proti? Spet en zamudil. Pa je dosti 35. En je celo proti. Ugotavljamo, da je volilna komisija v prejšnji sestavi izvoljena.
Pozivam tehnične službe, da pripravijo volilne lističe. Opozorili so pa me, da je vrstni red obeh kandidatov v drugi rundi zamenjan. Če je bilo prej številka 1 Brvar, pa Kovca številka 2, je zdaj obrnjeno. Kovca številka 1, Brvar številka 2. Gremo na delo. 39 državnih svetnikov je bilo navzočih, 38 glasovnic je bilo razdeljenih, oddanih 37. V tega je bilo veljavnih 37. Za kandidata za predsednika so državni svetniki glasovali. Za Alojzija Kovco 16 glasov, za Mitjo Brvarja 21 glasov. Še ena okoliščina se je zgodila, da gospod Brvar ni glasoval. Čeprav je pač je zamudil ali karkoli se je zgodilo. To je, zglasoval je brez, izvoljen je bil brez svojega glasu, to je pa identificirano. S tem je moja naloga tukaj le opravljena. Gospodje svetniki in gospe svetnice, hvala, da ste me prenašali. Izvoli, bomo šli papirje Evrope. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, zahvaljujem se vam za zaupanje kljub današnjemu dolgemu dnevu, ki je za nami. Imamo še nekaj točk, ki jih moramo danes narediti. Sam pa se seveda zauzemam in se vam zahvaljujem za vašo podporo in tudi seveda tistim, ki danes niste glasovali zame, boste mojo podporo tako ali drugače dobili vedno, kadar bo situacija in kadar se bomo pogovarjali. Hvala lepa za zaupanje. Sedaj pa prehajamo na 4. točko dnevnega reda, izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije. Zakon o Državnem svetu v 43. členu določa, da ima Državni svet podpredsednika, ki ga izvoli z večino glasov vseh državnih svetnikov. Prvi odstavek 80. člena Poslovnika Državnega sveta določa, da kandidata za podpredsednika Državnega sveta predlaga skupina najmanj 8 državnih svetnikov ali interesna skupina. Tretji odstavek 78. člena Poslovnika Državnega sveta določa, da Državni svet izvoli podpredsednika s tajnim glasovanjem. Tajno se glasuje z glasovnicami, 57. člen Poslovnika Državnega sveta. Do sedaj je bila vložena ena kandidatura za podpredsednika Državnega sveta. Predlog ste sprejeli na klop. Kandidat za podpredsednika Državnega sveta je dal pisno soglasje k prevzemu kandidature. Ugotavljam, da so Državnem svetu Republike Slovenije predložene naslednja kandidatura za podpredsednika. Za podpredsednika Državnega sveta se predlaga magistra Stojana Binderja, to je interesna skupina delodajalcev kot predlagatelj in pa interesna skupina negospodarstva, tudi Stojana Binderja. Ali želi k predlogu kandidatur za podpredsednika Državnega sveta še kdo razpravljati? Ali želi seveda kandidat za podpredsednika Državnega sveta spregovoriti nekaj besed? Besedo ima magister Stojan Binder. Lepa hvala za besedo. Dovolite, naj vam najprvo čestitam. Iskrene čestitke. Hvala. Torej, ker se z večino državnih svetnic in državnih svetnikov še ne poznamo, dovolite, da se predstavim. Torej, kot rečeno, moje ime je Stojan Binder, prihajam iz Zasavske regije, kjer pravzaprav sem preživel celo svoje tako mladostniško kot tudi poslovno življenje. Po izobrazbi sem diplomirani inženir elektrotehnike, v Mariboru sem pa pred približno 10 leti zaključil na ekonomsko-poslovni šoli fakulteti podiplomski študij z področja financ. Leta 80 sem se zaposlil v steklarni Hrastnik, kjer sem bil zaposlen do leta 2005. Zadnjih 14 let v tem obdobju sem vodil tudi to podjetje in kot moje življenjsko delo si štejem uspešno izgradnjo
v letu 2005 največje tovarne torej največje investicije v gospodarstvu v Sloveniji, kjer smo zgradili tovarno za proizvodnjo specialne steklene embalaže, kjer se je v približno 98% danes tega uspešno tudi prodal na tuje trge. Po letu 2005 in po zaključku lastninskega preoblikovanja sem se odločil za svojo podjetniško pot in danes vodim lastno podjetje, kjer zaposlujemo v tem trenutku 140 delavcev, obvladujem pa tudi še drugo svoje podjetje, kjer je zaposlenih okoli 60 delavcev, to se pravi nekje okrog 200 delavcev, za okoli 200 delavcev družno skrbimo z vodstveno strukturo za razvoj, napredek in pa tudi za socialno varnost teh delavcev. Politično moram povedati, da nisem vključen v nobeni stranki, niti nisem podpornik, niti član nobene politične stranke, sem pa v vsem tem času močno angažiran na drugih področjih, predvsem v gospodarski zbornici, kjer sem bil tudi en mandat predsednik gospodarske zbornice, potem sem bil tudi zelo aktivno prisoten v Združenju delodajalcev Slovenije, kjer sem bil tudi en mandat predsednik, danes sem pa podpredsednik tega združenja. Sem pa tudi član upravnega odbora združenja Menedžer. Povem tudi to, da v lastniški strukturi mojega podjetja ni države ali pa paradržavnih skladov, kar pomeni, da bom lahko suvereno in brez pritiskov kompetentno zastopal interese tistih, ki so me v bistvu izvolili v ta državni svet. Delal bom predvsem v interesu slovenskega naroda, skladno z statutarnimi oziroma z ustavnimi določili. Marsikdo nerad izgovarja nacionalne interese, odvisno pač kako ga kdo pojmuje, torej zame je nacionalni interes čim višji osebni in pa družbeni standard in v tem smislu bo tudi moje delovanje. Zelo se bom pa trudil seveda tudi za povečanje ugleda državnega sveta. En pomemben korak v tej smeri je bil napravljen tudi danes. Skratka, kandidiram za to, da z svojo močjo, z svojim znanjem in kompetencami pripomorem k uspešnosti tega dela državnega sveta in seveda se veselim, vkolikor bom izvoljen, dela z novo izvoljenim predsednikom državnega sveta. Hvala lepa že vnaprej za eventualno podporo. Hvala lepa. Zahvaljujem se magistru Stojanu Bindarju. Predlagam, da ali kdo želi še kakšno besedo, želi še kdo razpravljati? Hvala. Predlagam, da pridemo na volitve. Potrebno je pripraviti glasovnice za tajno glasovanje. Zato predlagam komisijo, ki je že nekako v tem času res uredila in nekako uspela se spraviti v dobro stvar in zato predlagam, da je v komisiji magister Marija Lah, gospod Oskar Komac, gospa Bojana Potočan, moja malenkost kot predsedujoči in pa gospod Rajko Fajt. Prisotnih je 35. Kdo je za to komisijo? 34. Je kdo proti? 1. Torej ugotavljam, da je komisija izvoljena in predlagam 5-minutni odmor, da se na hitro pripravijo seveda glasovnice. Hvala lepa. Pa še eden. Spoštovani svetnice in svetniki, pričnemo z razglasitvijo rezultatov za podpredsednika državnega sveta. Za volitev podpredsednika državnega sveta Republike Slovenije je bilo razdeljenih 38 glasovnic, oddanih je bilo 38, od tega je bilo, navzočih je 39 državnih svetnikov. Razdeljenih je bilo 38, oddanih 38, od tega je bilo veljavnih 38 glasovnic, za podporo za podpredsednika državnega sveta magistra Stojana Bindarja je glasovalo 31 glasov, proti je bilo 7 glasov. Ugotavljam, da je Državni svet Republike Slovenije izdal za podpredsednika Stojana Bindarja. Čestitke tudi v mojem imenu, gospodu podpredsedniku. Ja. Prosim, da seveda gospod podpredsednik pride zraven mene in da nadaljujemo z sejo.
lahko še samo besedo zahvale. Izvolite. Seveda je zelo pomembno, da je ta moja kandidatura šla skozi, ampak mnogo lažje je dobiti kandidaturo po takimi pogoji kot jaz, kot v prejšnji rundi za predsednika. Torej jaz se bom zelo, zelo trudil, da bomo z predsednikom dober tandem, da bomo zelo uspešna, da bomo časno zastopala interese državnega sveta, da bomo izpolnjevali naloge skladno z statutom oziroma skladno z ustavo in da bomo tudi navzven na področju javnega mnenja mnogo uspešnejša, kot je bilo recimo prejšnji sklic našega državnega sveta. Skratka, zelo se bom potrudil, da bova z predsednikom dober tandem. Hvala lepa še enkrat. Prehajamo na 5. točko dnevnega reda, imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije. Zakon Državnem svetu Republike Slovenije v 46. členu določa, da ima Državni svet sekretarja, ki ga imenuje Državni svet. Prvi odstavek 82. člena poslovnika določa, da imenuje Državni svet sekretarja z javnim glasovanjem na predlog predsednika Državnega sveta. Predlagam, da danes na moj predlog imenujemo magistra Marjana Mavčeca. Marjana Mavčeca, magistra kot sekretarja Državnega sveta. Želi o tem kdo razpravljati glede na gospod Semolič, proceduralno? Tukaj bomo zagotovo zdaj olajšali, kar se nas tiče relativno delali. Namreč v zakonu pravi, da poslovnik načeloma z javnim glasovanjem, ampak glede na uro in glede na to, da je predlog samo en, če bila dva, bi vztrajali na glasovanju na tajnem, ampak ker je samo en, naša interesna skupina umika predlog po tajnem glasovanju za sekretarja. Hvala lepa, gospod Semolič. Torej, predlagam, da o sekretarju Državnega sveta, gospodu Marjanu Mavčecu, glasujemo. Najprej seveda prisotnost. Prisotnost je izrazilo 34 svetnikov. Kdo glasuje za sekretarja? 31. Kdo proti? 2. Izjavljam, da je za glasovalo 34, za glasovalo 31, proti 2 in da je s tem v bistvu gospod Marjan Mavčec izglasovan za sekretarja Državnega sveta. Glede na današnji dolg dan zaključujem sejo, prvo sejo Državnega sveta. Se zahvaljujem za vašo potrpežljivost, prisotnost in pa najbrž bo še ena seja v letošnjem letu. Če ne, pa vse dobro.